Pravkar ste videli, kako lahko neko delo, kot je bilo delo Isaaca Newtona, pač nastane tudi v enem produktivnem dialogu ali pa nasprotovanju neki drugi tezi. Tako je pravzaprav na nek način nastal tudi tale knjiga. Zamislil sem si jo v resnici kot strip, zdaj ali res ustreza definiciji stripa, niti ni bistveno, tako da kako jo to klasificirati, prepuščam literarnim zgodovinarjem. Ampak v resnici je nastala kot odgovor na zelo agresivne teze o venetoslovenstvu in venetoslovencih, to se pravi o prazgodovinskih koreninah na tem ozemlju nas kot Slovencev danes v prazgodovinski preteklosti in ki seveda kot taki nismo v ničemer spodobni ali pa sorodni komurkoli drugemu tule na Balkanu, pa tudi sicer naprej proti vzhodni Evropi. No, to je bil pač nek izziv, ki sem odgovoril najprej z nekim podlistkom v Delu, ki sem ga potem vzel kot izhodišče za nadgradnjo s slikovnimi komentarji stavkov, ki so zapisani v tem osnovnem besedilu. Več o tem pravzaprav ne bom govoril, vsebina pač sama je ponujena v knjigi, zadaj, kar morate vedeti, je napisano v tako imenovanem zagovoru. Tu bi mogoče izpostavil samo to, da ta knjiga je vsaj zame nek komunikološki izziv. Mi kot raziskovalci smo seveda visoko profesionalno trenirani, pač kako izvajati neko raziskavo, kako jo potem tudi pisno predstaviti, pač kakšna so vsa pravila komuniciranja pri tem in tako dalje. Se pa seveda v času, torej tam v drugi polovici 80-ih, začetku 90-ih let pokazalo, da pa pademo na celi črti, kar zadeva podružbljanje našega znanja in pa komuniciranja pač z najširšimi javnostmi. Ta knjiga je poskus predstaviti pač neko znanje najširšemu občinstvu, ki ga pač zanima etnogeneza Slovencev na nek dovolj razumljiv način, ampak hkrati pa se ne morem pač izogniti samemu sebi in se vedno trudim, da ljudi pripravljam do tega, da malo razmišljajo ali pa da več razmišljajo. In ta knjiga je pač miselni oreh kot celota, pa tudi vseh svojih posameznih delih in je v resnici pač namenjena tistim, ki radi sami pridejo do rešitve, ki radi sami razmišljajo in upam pač, da jim glede tega nudi dovolj gradiva za možgansko delo. Zdaj, koliko sem bil pri tem uspešen, nimam pojma. Meni je pač tudi seveda pomemben potem ta odziv občinstva. Če me bo kdo hvalil, si želim, da mi pove, zakaj me hvali, in če me bo kdo kritiziral, si želim, da mi pove, zakaj me kritizira. Ne vem, če se mi bo še kdaj v življenju posrečilo kaj podobnega narediti, ker to ni samo delo pač pisca besedila, ampak je pravzaprav v enaki meri tudi delo risarja vsega tega in zato sem res strašno hvaležen Jani Rihtar, ki danes pač žal nima časa, da bi bila z nami, da je vzela dovolj časa si in energije, da mi je potem vse te slikice naredila, ko sem že 20 let obupaval, ali bom kogarkoli našel, ki bo to sposoben narediti, ampak v resnici so slike in besedilo neka celota in tega sem se v resnici zavedal šele v tistem trenutku, ko je bilo že vse narejeno, pa so se oglasili potem pripombe, kaj bi bilo treba še spremeniti ali pa drugače narediti in se je skazalo, da je treba pravzaprav vse te stvari sprogramirati že na samem začetku. Torej, kot rečeno, to je tudi komunikološki izziv, tako da jaz bi v tej točki končal. Hvala.